Potem, ko je bil leta 2019 podpisan sporazum o sofinanciranju nakupa novih gasilskih vozil in se ta tudi uspešno izvaja, je včeraj podpisan sporazum o izvajanju gradenj gasilskih domov, tudi najbolj težko pričakovan sporazum. V njem je namreč opredeljen postopek, način in obseg financiranja gradenj novih ali dozidava obstoječih gasilskih domov in postopki odobritve, izvedbe in nadzora nad gradnjo. V 5 od 6 društev se soočajo s prostorsko stisko, izjema je le Prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče, ki je nov dom, v katerem je bil tudi izveden podpis pogodbe, zgradil pred 2 letoma na 10 letih priprav nanj. Glede na podpisani sporazum bo občina Medvode v prihodnje skladno z razpoložljivimi sredstvi in sprejeto vizijo razvoja gasilstva do leta 2030 sofinancirala do 66% investicij v primeru, da gre za novo gradnjo in do 75% v primeru prizidkov. Če bo društvo želelo večje prostore nad dogovorjenim, bo dodatne stroške v celoti krilo samo. Občina se je sicer zavezala, da bo v 4-letnem obdobju zagotovila sredstva za vsaj eno novo gradnjo ali 2 prizidka. Glede na sprejet dogovor bo prvi za gradnjo prizidka na vrsti Prostovoljno gasilsko društvo Sora. Glavna dodana vrednost, če mene vprašate, tega dogovora o gradnji in prizidkov in samostojnih gasilskih domov novogradenj je prav v tem, da se je na eni strani so se društva in gasilska zveza poenotili, določili prioritete, določili tudi vizijo vsak svojega društva, kaj želijo, da se naredi, in na drugi strani je občina to akceptirala in se je sistematično zavezala, da bo podpirala te načrte, ki so v naslednjih, recimo temu, jaz ocenjujem, da v 10 letih bi lahko večina teh stvari bila pokritih pod streho z uporabnimi dovoljenji. Danes lahko rečemo, najbolj zadovoljni so bili v Prostovoljnem gasilskem društvu Sora, kajti na njih se bo nekako preizkušalo, ali ta dogovor pije vodo. Ja, v resnici bomo ta dogovor uporabili tudi že za končni obračun v situaciji gasilskega doma Zgornje Pirniče, kar se mi zdi še posebej pomembno. Zato, ker s tem ne bomo enega izpustili in zajeli samo 5, ampak bo isti sistem veljal za vseh 6. Res pa je, da naslednja investicija, velika investicija, ki je pred nami, je pa pač investicija prizidka v Sori pri gasilskem domu. Tam so zadeve pripravljene, jaz tudi vem, da ima društvo zadevo tako daleč pripeljano, da me ne skrbi, kako bojo to stvar izvedeli, da bo stvar šla brez problema. Bomo pa res tukaj prvič postavljali komisijo, se dogovarjali, kaj točno sodi v upravičene stroške in to. Tudi to je ena vaja, ki jo bomo zdaj naredili in ki bo potem držala za vse naprej. No, in se mi zdi, da je to edina prava pot. Občina Medvode, Gasilska zveza Medvode in vseh 6 prostovoljnih gasilskih društev je podpisalo tudi aneks k pogodbi o opravljanju lokalne gasilske službe, ki so jo sicer podpisali leta 2023, prvič za kar 4-letno obdobje. Občinski svet je namreč v proračunu za letošnje in prihodnje leto zagotovil po 5.000 evrov več sredstev, torej letno po 170.000 evrov za delovanje Gasilske zveze Medvode in prostovoljnih gasilskih društev, za zagotavljanje nadomestila plač med intervencijo in med usposabljanjem, za redno vzdrževanje prostorov in gasilske opreme in izvajanje drugih nalog. Ob tej priložnosti je župan Nejc Smole s predsednikom Prostovoljnega gasilskega društva Sora Primožem Šušteršičem podpisal tudi pogodbo za sofinanciranje nakupa novega gasilskega vozila GVC-2. Glede na leta 2019 podpisan sporazum o sofinanciranju nabave novih gasilskih vozil bo občina Medvode tudi v tem primeru krila 70% od skupaj kar 415.000 evrov vrednega vozila, opremljenega po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije. S predsednikom Gasilske zveze Medvode Miho Šušteršičem pa je podpisal še pogodbo o sofinanciranju novega mladinskega prapora, ki ga v Gasilski zvezi Medvode, ki letos praznuje 30 let, doslej še niso imeli. S tem pa prevzel tudi botrstvo.